vprašam nekaj, kjera barva, se pravi oblačilo, Ja. zunanje oblačilo, te naredi najmanj videnega? Kako da... Ja, pač, kot se pravi, Ja. govorimo o fizičnem, Ja. ne o... A zoža optično mislite? Ne, Aha. ne, pač tako, da te čim manj zaznavajo. Da se ne opaza, da ne padeš v oči. Ja, nobena močna barva. Vse barve, ki so močne, ne, ja, vas poudarijo. Vse barve, ki so pastelne, nežne, to vas bojo pa potem, ne, tudi črna. Tudi črna. Ne, se pravim, črna. Ja, črna, temno-modra, magenta temna. Vse te barve, ki niso močne, vas pa potem nekako... Ko pride človek v prostor, če uživo teči obleki, boste najprej tega zaznali, ne? Najmočnejši vtis, ne? Ali pa pariško modra, ali vse ti močni odtenki naredijo najmočnejši vtis in tako da to ja. In če so ti te barve všeč, karakterno, kako si? Kje? Te močne. Močna osebnost, to predstavlja močno osebnost. Močen tip osebnosti. Ne? Nežne osebnosti, nežne dušce, ko pa vidite roza, nežne odtenki, pastelni, ki ga sploh ne upaš pošljati. Tako da, s tem lahko, če človeka zelo, barve takoj lahko definirajo človeka in zato je tudi Lušarjev test v psihologiji še vedno eden zelo priljubljenih. Najprej dajo recimo človeku ali zarisati, ali pa dajo kocke za zložiti in terapevt takoj ve, ne? Takoj ve, a bo recimo jezen človek, bo otrok, ne bo šel risati rdečo-črno, ne? Tisti, ki ima shizofrenijo, se bo že začel, bo kar ne, te vijolično-zelene odtenke kocke skrb sestavljalo in tako naprej. Harmonične osebnosti bojo pa pač te komplementarne barve skupaj dale. In te stvari držijo. To je stara stvar, samo od tega se premalo zavedamo, premalo to uporabljamo in jaz se profesionalno sicer ukvarjam z drugimi stvarmi, z opremo interjera, pa z drugimi stvarmi, tako da z osebnostno rastjo, ampak z veseljem zraven uporabljam te vidike, ker delujejo in so zelo prijetni in igrivi, pa zastonj so. Tako, ker najboljše stvari so zastonj. Voda, zrak, barve, ne? In to so vse stvari, ki nam pomagajo. Nas držujejo v nekem harmoniji, v ravnovesju in tudi zdravijo. Ne? Da, če imate recimo težavo, se udarite v kolen, samo se usedete in vizualizirate modro barvo. Ne? Za migreno, vijolična, ne modra. Za migreno je glavobol, migreno je pa značilno, da je vijolična tista vibracija, ki zdravi. Ne glavobol. In vizualizirate to.